Lep pozdrav iz plenarnega zasedanja v Štrasburu. Največ pozornosti je bilo tokrat namenjeno večletnemu finančnemu proračunu in pa kmetijstvu. Poslanci smo z veliko večino zavrnili dogovor voditeljev Evropske unije o proračunu iz februarja letos v njegovi sedanji obliki. Izpostavili smo 3 stvari, ki jih bo treba spremeniti, da bi dobili proračun, s katerim se bomo lahko soočali z prihodnjimi izzivi. Prva zahteva se nanaša na večjo prožnost večletnega okvira. Preteklost je pokazala, da se lahko stvari v gospodarstvu hitro spremenijo, zato potrebujemo fleksibilnost, če želimo hitro in učinkovito reagirati. Druga zahteva se nanaša na možnost ponovnega pregleda finančnega okvira pred letom 2020. Drugo leto bomo dobili novo izvoljen parlament in novo komisijo. Dobro bi bilo, ko bi lahko vplivala na proračune, ki bosta podedovala od sedanjega sklica. In seveda, vsi si želimo in upamo, da se bo gospodarstvo v prihodnjih letih obrnilo na bolje. In kot tretje, poslanci zahtevamo vzpostavitev sistema resničnih lastnih sredstev namesto dosedanjih nacionalnih prispevkov. Srčno si želim, da bomo v dobro vseh nas in evropske integracije znali podpreti najboljše rešitve. Vsekakor bo to leto še naporno. Predvsem pa smo poslanci opozorili, da se ne moremo pogajati o večletnem finančnem okviru, ko pa nimamo še zmeraj neporavnanih računov za leto 2012. Druga večja tema tega zasedanja je bilo glasovanje o reformi skupne kmetijske politike. Ko se je že za trenutek zdelo, da v Evropi nimamo večjih težav pri skrbi s hrano, je kot strela z jasnega udarila afera s konjskim mesom. Opomnila nas je, kako pomemben je nadzor nad kakovostjo in varnostjo hrane in kako pomembno je, da imamo red na tem področju. Evropski parlament prvič soodloča o tej politiki. Na zakonodajni sveženj predlogov komisije smo poslanci dali kar 4000 amandmajev, ki smo jih nato strnili v 500 kompromisnih predlogov. A do končnega predloga je še dolga in naporna pot pogajanj med evropskimi inštitucijami. Naj na kratko predstavim nekaj pomembnih vprašanj. Na področju direktnih plačil poslanci zahtevamo, da gre denar tistim, ki dejansko in aktivno kmetujejo, ne pa tako kot do sedaj, ko so denar dobivali tudi lastniki velikih zemljišč, med njimi tudi letališča, elektrogospodarstva ali pa športni klubi. Zavzemamo se, da dobi aktivni kmet plačilo za toliko hektarjev zemlje, kot je dejansko obdeluje. Podprli smo tudi večjo transparentnost nad porabo kmetijskega denarja. Mladi v kmetijstvu so ključni za prihodnost kmetijstva v Evropski uniji. Doslej sem si v Evropskem parlamentu zelo prizadeval, da bi se položaj mladih izboljšal. Zato sem vesel, da je parlament podprl predlog o tem, da mladi kmetovalci prejmejo višje subvencije direktno iz nacionalnih ovojnic. Mladi so lahko nosilec potrebnih inovacij, ki jih evropsko kmetijstvo nujno potrebuje za povečanje svoje globalne konkurenčnosti. Eno od zahtevnejših področij kmetijske reforme je ozelenitev. Načeloma se vsi zavzemamo za bolj trajnostno kmetijstvo, ki bo čim manj obremenjevalo okolje. Celo več, ohranjati bi moralo biotsko raznolikosti in imeti še druge pozitivne eko-učinke, pa tudi demografske v smislu večje poseljenosti podeželja. To pa še zdaleč ni vse. Zavzeli smo se tudi za večjo vlogo zadrug pri pogajanjih o odkupnih cenah, kar naj bi kmetom izboljšalo položaj nasproti raznoraznim kartelom. Osebno sem podprl tudi čimprejšnjo odpravo kvot za pridelavo sladkorja oziroma sajenje sladkorne pese. Enako kot za sladkorne kvote velja tudi za vinske kvote. Nasprotju s tem pa podpiram ohranitev mlečnih kvot vse do leta 2020, za kar so slovenski pridelovalci mleka življenjsko zainteresirani. Študija, narejena za Evropsko komisijo, je namreč pokazala, da ukinitev mlečnih kvot pomeni tudi ukinitev pridelave mleka v večini evropskih držav. Ob odpravi kvot bi namreč bila mogoča konkurenčna proizvodnja mleka le v 2 evropskih državah. Slovenije žal ne bi bilo med njima. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav.